pozdravljeni vsi, ki ste se na ta lep dan zbrali, da počastimo spomin na umrla pripadnika teritorialne obrambe Zvoneta in Mirota. Zdajle nam bo spregovorila poslanka državnega zbora, gospa Iva Dimic. Nato nam bo Notranjski obrtniški pevski zbor zapel eno pesem. Prisluhnili bomo recitaciji Kosovelove pesmi O saj ni smrti, ni smrti. Na koncu pa bodo praporščaki odšli k pomniku, kjer se bodo poklonili umrlima vojakom. Spoštovani vsi prisotni, starši, sorodniki umrlih vojakov, prijatelji, spoštovani gospod župnik in vsi, ki ste danes na ta julijski dan začutili, da je prav, da smo na tem mestu, kjer mislim, da je potrebno vseeno kakšno besedo povedati, zakaj so bila ta življenja darovana in kaj se je v tistih časih ali pa v tistem času dogajalo. Veselje in čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami. Vsako leto, ko pridejo topli junijski dnevi, čeprav roko na srce letos so bili malo bolj hladni, ampak vsako leto znova mi privene ven tisti občutek, znova spomin tistega junija leta 1991. To je bil za tisti čas zelo poseben junijski dan, če se spomnite. Bil je topel, čaroben, skrivnosten, poln napetega pričakovanja, kaj se bo zgodilo. Kaj nam bo prinesla neka naša samostojnost, po kateri smo hrepeneli in po kateri so hrepeneli vsi naši predniki. Lahko rečem, da je bil tisto, če gledam zdaj nazaj, najbolj zgoščen zgodovinski trenutek slovenske zgodovine in ga je bilo lahko začutiti z najglobljimi čustvi, včasih mogoče celo težko dojeti, kaj se je dogajalo. Če sama lahko podelim z vami svojo zgodbo, bila sem stara 18 let. Polnoletnost je bila pred mano, tako da sem že malo razumela, kaj pomeni imeti svojo državo in zakaj smo želeli v tisto državo. Polnoletna v svoji polnoletnosti, polna življenja, zanosa, ponosa ob novo nastali državi Sloveniji. Tisti večer sva skupaj z mamo, jaz sem doma iz Ivanjega Sela, upam, da veste, ki je ta pot proti Rakeku, pripravile in zakurle kres kot pozdrav novo nastali državi, po kateri so hrepenele generacije pred nami. Prižgali sva ogenj v želji in upanju, da bomo končno sedaj živeli v svoji državi, v državi, kjer jo bomo vsi državljani enakopravni. Od tega naju ni odvrnilo niti kričanje soseda s sosednjega balkona, da nam bo še žal, da bomo še jokali ob tej odločitvi. Ne, je rekla mama, jokali smo do sedaj, zdaj pa je tega konec. Tisto poletje, spoštovani vsi prisotni tukaj, nam je bilo dano doživeti in začutiti veliko povezanost, sodelovanje, enotnost in pripravljenost žrtvovati se za našo prelepo domovino. Želja po lastni državi je bila močnejša od strahu, močnejša od bolečine in skrbi, ki so v vrstah policistov in pripadnikov teritorialne obrambe za orožje pogumno in brez kakršnih koli vprašanj ali dvomov poprijeli naši najbližji, očetje, bratje, sinovi. Nekateri od njih so žal dali največ, kar lahko. Za domovino so dali svoje življenje. Tukaj v Logatcu. Še danes smo jim globoko v srcu hvaležni in se jih spoštovanjem spominjamo. Čeprav nas včasih preveva občutek, da bi nekateri radi izbrisali ali vsaj minimalizirali spomin na njihov prispevek in prispevek vseh, ki so v tistem prelomnem času tvegali svoje življenje, da lahko danes živimo v lastni državi. Temu je potrebno odločno reči ne. Omalovaževanja osamosvojitvenega boja nikdar in nikoli ne bomo dopustili. Niti ena žrtev ni bila in ne sme biti pozabljena. Slovenija je mlada, še vedno je mlada država in dinamična,
ampak dokazala je, da zmoremo in da zmore lahko premagovati najtežje težave in da ljudje znamo stopiti skupaj. Vsako leto na tem mestu, ob dnevu državnosti, ob raznih slovesnostih, da bi praznovali in se veselili svoje države, se vedno spominjamo, da so ravno naši generaciji se uresničile dolgoletne, tisočletne želje in sanje naših prednikov, da imamo svojo državo Slovenijo. Zato je danes priložnost, da se ozremo na prehojeno pot, se soočimo s trenutnimi izzivi in se zazremo v prihodnost. Ne moremo vedno zgolj računati na pomoč drugih, temveč smo mi tisti sami, ki lahko skupaj naredimo korak naprej. Spremeniti moramo način, s katerim obravnavamo drug drugega kot so državljana. Ne obstajajo samo pravice, obstaja tudi dolžnost do naših prednikov, otrok, vnukov, do domovine. Vsi si želimo, da bi živeli v pravični, svobodni in varni državi. Tako državo imamo vsi najraje. Vsak po svojih močeh se trudimo, da bi taka država tudi še naprej lahko živela. Zato je usoda naše države v rokah vseh nas, med najbolj odgovornimi in seveda smo tudi mi politiki. Svojem imenu, kot poslanka Nove Slovenije obljubljam, da bom kot krščanska demokratka da bom še naprej zagovarjala vse, kar sem naštela, vse, kar je dobro za slovenskega človeka. Ne mislimo utihniti, temveč še naprej zahtevati spremembe na boljše. Zato želim tudi ob vseh političnih situacijah, ki se predvidevajo v tem poletju in v jeseni, da bomo lahko skupaj Slovenijo ponovno umestili med najboljše države, med pravične države in med najbolj varne države. Če bomo skupaj šli za istim ciljem, seveda bo tudi uspeh tukaj. Vse te naše žrtve, naše molitve, naša dejanja ne bojo šli v nič. Zato za konec lahko rečem hvala vam vsem, da obujate spomin, da darujete vse za to našo preljubo domovino in Bog vas živi in Bog živi Slovenijo. Srečko Kosovelj,
O, saj ni smrti, ni smrti. O, saj ni smrti, ni smrti. Samo tonemo v sinino, samo padamo v globino. Samo v praznino zazrti, stopamo iz govora, tišino. O, saj ni smrti, ni smrti. Je samo strel v tišino, je samo lom z bližino. Prestop na mejni črti v novo vsebino. In je življenje mimo. Potem mine vse hudo, potem se začenja čudo neskončnega postanka. Bog ve kje, kjer je vse drugo, ljubo ali neljubo, skrivnost in še večja uganka. Mirno.